1000 evrov neto. Sliši se lepo, pa je res, se sprašujejo tudi nekateri predstavniki delavcev, da so do napovedi zadržani, dokler na mizi nimajo vseh podrobnosti ministrovega predloga, poudarjajo v Delavski svetovalnici. Pričakujemo, da bo čim prej objavljen v celoti izračun minimalnih stroškov skupaj z metodologijo. Menijo namreč, da ima obstoječa metodologija ogromno zank. Ker moramo eno stvar izpostaviti. Zadnji izračun iz leta 2022 je temeljil tudi na 4 leta starih izračunih statističnega urada. Tako da jaz res upam, da ni zdajšnji izračun tudi temeljil na kakšnih 3 leta starih podatkih ankete o porabi gospodinjstva. Da zaposleni, ki delajo za minimalno plačo, tudi po dvigu v denarnici ne bi imeli kaj dosti več, menijo delodajalci. Prepričani so namreč, da se bodo posledično dvignile tudi cene v domovih za starejše, vrtcih, šolah, trgovinah. In na koncu od tega denarja v žepu ne bo dosti ostalo. Jaz mislim, da je to napačna pot. Res je, da so življenjski stroški se povečali in da moramo nekaj tudi na osnovi minimalne plače urediti. Življenje v Sloveniji se draži. Zdaj lahko pač stojimo ob strani in puščamo, da se življenje draži, plače pa ne rastejo. Lahko pa potiskamo plače, da rastejo skupaj z življenjskimi stroški.